Živijo, tukaj Valentin. Danes je 1. maj, ko je praznik dela. In na ta praznik se spominjamo delavskih uporov v Ameriki, ko so si delavci izborili boljše delovne pogoje, med drugim tudi 8-urni delavnik, ki je postal standard za delodajalce. Trenutno torej hodimo na delo, poiskati se moramo neko službo, da dobimo denar, da lahko poskrbimo za sebe. V čem je torej razlika med nekdanjim razmerjem, ko so določeni ljudje imeli sužnje, da so jih izkoriščali, in pa med današnjim ekonomskim suženjstvom. Nekdaj so veleposestniki potrebovali delovno silo, zato da so obdelovali polja, da so predelovali določene surovine, izdelovali izdelke. In za te potrebe so zasužnjili druge ljudi. Predvsem v Ameriki se je uporabljalo črnce za sužnje. Torej so jih lovili v Afriki med plemeni in jih potem pripeljali, da so delali na plantažah. In ti lastniki, recimo plantaž, so potem morali skrbeti za njih. Morali so jim dajati hrano, poskrbeti za obleko, za zavetje, za njihovo dobro zdravje. In to je bilo seveda kar veliko breme za to. Niso pa seveda dobili črnci, sužnji, nobenega plačila za to. No, sedaj so pa razmere ravno obratne. Trenutno, ko si v tem sistemu, ti nihče ne da hrane, obleke, strehe nad glavo. Ampak moraš ti poskrbeti za to, da se boš nekomu prodal, nekemu delodajalcu, da boš postal prostovoljni suženj in nekaj delal, in potem ti ta delodajalec ne da hrane, obleke, zavetja, ampak ti da samo denar in ti moraš potem s tem denarjem kupiti vse te stvari. Gre torej za subtilno obliko suženjstva, ki smo jo vsi sprejeli, da se počutimo svobodne in se ne zavedamo tega suženjstva. Potem pa so tudi davki, vsa zakonodaja je narejena na ta način, da ti poberejo večino denarja in da lahko poskrbiš več ali manj samo za svoje osnovne potrebe. In večina ljudi potem hodi v službe, poskrbijo za sebe, zaradi časa, ki ga morajo nameniti delu in borbi za preživetje, se ne morejo ukvarjati z ozaveščanjem svojega stanja, ekonomskega suženjstva ali iskanja rešitev. Potem pa so seveda tudi razni elementi, ki človeka motijo, ki ga hipnotizirajo, razne informacije v medijih, zabave, televizija. Z vsemi temi stvarmi potem človek, nek povprečen delavec,
postane zaslepljen in zahipnotiziran, otopel, tako da se ne zaveda, v kakšnem dejanskem stanju je in kakšne so globalne posledice trenutnega ekonomskega suženjstva. In pri nas je to ekonomsko suženjstvo še v sorazmerno kvalitetni obliki, torej da delavci dobijo še kar dovolj visoko plačilo, dočim naše blagostanje še vedno sloni na izkoriščanju naravnih virov v državah, ki jim rečemo tretje razvite države, tretje razredne države, še vedno preko vojaških posegov napadamo druge države, še vedno podjetja, multinacionalke iščejo čim bolj ceneno delovno silo povsod po svetu. Zato milijoni, če ne milijarde ljudi trpi zelo neznosne delovne razmere in gara v nemogočih pogojih za nekaj centov plačila na uro, zato da mi lahko v trgovinah dobimo čim bolj poceni robo. Torej, suženjstvo na tem svetu še zdaleč ni izkoreninjeno, še vedno obstaja, samo oblika suženjstva je postala bolj prefinjena. In če pogledamo živali, kako živali živijo tukaj na tem svetu v sožitju, v zavedanju medsebojne soodvisnosti in povezanosti, je čas, da se končno tudi ljudje začnemo zgledovati po njih. Da nehamo biti pohlepni in iskati nek občutek izpolnitve v nekih predmetih, v nekem občutku lastnine nečesa, ampak da poskrbimo za svoje preživetje, potem pa da ves preostali čas, sredstva in potenciale namenimo izboljševanju razmer na tem svetu. Da ne gledamo ljudje samo na sebe, da ne obravnavamo lastno človeško vrsto kot neko nadraso, kot višek evolucije, da nehamo obravnavati druga živa bitja samo kot naravne vire, ampak da jih začnemo obravnavati enakovredno. Da se zavedamo, da je vsaka oblika življenja enakovredna in da je vsaka žival in rastlina upravičena do enako dostojnih življenjskih razmer, kot si jih želimo dodeliti ljudje. Veliko je še potencialov, veliko lahko še ljudje naredimo na tem področju, da spremenimo svoje zavedanje in da se uskladimo z realnostjo tega sveta. Da postanemo enakovredni vsem drugim živim bitjem in da imamo do njih enakopraven odnos. V povezavah tega videoposnetka si prosim še poglejte dodatne informacije v zvezi s tem, kako lahko ljudje pridemo do razumevanja samega sebe in posledic naših dejanj na tem svetu, ter kakšne so učinkovite rešitve za notranjo preobrazbo lastnih miselnih vzorcev
ter zunanjo preobrazbo zunanjega sistema, predvsem denarnega, ekonomskega sistema, da bomo lahko končno živeli tukaj na tem svetu, vsi skupaj v izobilju in harmoniji. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.